Dober dan, Miha Bavec. A se Dober lahko dan. najprej predstavite, prosim? Zdravo, jaz sem Miha Bavec, sem podjetnik, sem ustanovitelj podjetja Transformacija. V podjetju Transformacija se 16 let ukvarjamo z razvojem človeških potencialov. Tisto delo oziroma jedro, na katerem temelji to naše delo, so prav odnosi, komunikacija. In v zadnjem obdobju, preko nekih 8 let, se ozko specializiram, jaz in tudi svoje podjetje, sodelavci vodim tako, da smo nekako podpora organizacijam, podjetjem pri njihovi rasti in pri razvoju voditeljstva. Zato, ker prav razvoj voditeljstva in razvoj odnosov znotraj organizacij je tista pot, ki nekako vodi do tega, kar vsi seveda iščemo, nekaj trajnostnega razvoja in uspeha in tistega, kar seveda sodobni ljudje potrebujemo in iščemo skozi svoje kariere. Okay. Vi ste tudi NLP coach in strokovnjak za komunikacijo in za mogoče tudi lahko rečete kaj o tej množični hipnozi, ki jo izvajajo mediji. Ja, jaz sem NLP trener, coach, tudi res veliko sem teh izobraževanj izvajal v preteklosti. Sem učil komunikacijo in del tega je tudi poučevanje transa, drugo ime za trans je hipnoza. In to vprašanje, recimo, kakšne hipnoze izvajajo mediji, je zanimivo vprašanje. Zato, ker v resnici je trans neke vrste jezikovni vzorec, oziroma je jezikovni vzorec, ki v nas spodbudi neke odzivanja, ponavadi iz nekih naših neozaveščenih, nezavednih vsebin. In to, da mediji to počnejo, ni nobena skrivnost. In tudi to, da bi zdaj rekel, slovenski mediji to počnejo, drugi pa ne počnejo, ali pa v sodobnem obdobju mediji to počnejo, včasih pa niso, ne bi bilo res. Se pravi, odkar ljudje imamo medije, ne glede, ali so zdaj to pisani, elektronski, ali gre za nek javni govor, ki ga ima nekdo, ne vedno, kadar pride do nekih takih oblik nespecifične komunikacije, povzroči transe. Tako da to je, recimo jaz imam eno priljubljeno zamisel, da vedno znova, kadar sem učil svoje slušatelje o transu, o hipnozi, o uporabi hipnoze, ker pač to tudi učimo, zato ker kdaj to rabimo znati. Prav, ta poznavanje transa in hipnoze so zelo, zelo uporabne veščine, sploh kadar želimo vplivati, recimo lahko to v psihoterapiji, v coachingu, recimo tudi v prodaji, različnih oblikah delovanja ljudi uporabljamo zavestno trans, lahko tudi pri vzgoji in podobno. Želim povedati to, da sama ideja, da nek trans poteka, ne rabi biti negativno konotirana. Mi vsi ljudje smo, ko naši možgani funkcionirajo, mi smo 75-80% svojega časa ali pa še več v nekih transih preživimo. In zato seveda je, kaj pa trans povzroči, pa se pravi neka taka nepodrobna, nedetajla, nespecifična komunikacija, ki povabi nas, da mi z nekih vsebin sami ustavimo interpretacijo, razumevanje. Primer, recimo, če bi rekel ljudem, kje je vaš največji problem, vsak bo šel vase in pomislil, pa rekel, se res, tam imam problem, drug bo rekel, tam imam problem. In to je že trans, takrat smo že v transu, smo že v neki hipnozi. No in ker je rekel, trans in hipnoza, oziroma trans ali hipnoza en pogost način, kako mi razmišljamo, znotraj kakšnih stanj se nahajamo, lahko v hipnozo pademo kamorkoli, prijemo neko trgovino, potem piše akcija, pa nas potegne v nek trans znotraj nas. Pa pogledamo neka poročila,
pa govorijo o čem, kaj se po svetu dogaja, pa nas rata strah, pa recimo nek politik obljublja, da bo za vse dobro, pa se mi veselimo nečesa, sicer ne vemo, kaj natančno bo dobro, ampak zdaj se veselimo, kar je on tako povedal. In ta povabila v neke transe, v neke hipnoze so zelo, zelo, zelo pogosta. Največ tega pa pravzaprav poteka v nekih družinskih sistemih, v družinskih dinamikah, tudi tam imamo večino časa neko transkomunikacijo in tudi recimo v neki delovni organizaciji, v nekem podjetju, ki ga imamo, je tega v bistvu največ. Ravno tega, ker je to tako pogosta oblika komunikacije in tega, v kakšnih stanjih se mi nahajamo, jaz takrat, kadar učim o hipnozi in o transu, vedno ljudem rečem, da naučiti se nekoga dati v trans ali pa v neko hipnotično stanje, pravzaprav ni nobena umetnost, to se da v nekih parih urah naučiti. Tista resnična umetnost, ki jo moramo v življenju, če hočemo biti mojstri komunikacije pa nekako obvladovanja samega sebe, narediti je, da se naučimo preprečiti to, da nas bi drugi ljudje dali v transe, tako kot oni hočejo. Sprav, ostati izven transa je umetnost. Zato, da nekoga daš v trans, pravzaprav ne rabiš niti dosti nekega znanja ali pa veščina ali pa šolanja. Lahko je neka slabovoljna stara mama, pravi mojster transa. Lahko ste cel dan zelo v redu, se fajn počutite, se smejite, pa greste k stari mami na obisk, pridete tja, ona pa tako z neko žalostnim obrazom pa slabo voljo reče, ja, cel dan sem sama in tako naprej in se v bistvu v 3 sekundah vsi tako počutite, kot da pravzaprav ta stara mama v ta trans potegne. In to, da mi na neka taka povabila enega tazga našega sogovornika se odzovamo in gremo v tista stanja, v katere nas on vabi, seveda, da to izkoriščajo ali pa uporabljajo mediji, politiki, korporacije, trgovine. Vsi to uporabljamo. Jaz ne želim s tem svojim razlagam nekega razdvojevanja sporočati. Rekel, vsi mi tudi nekaj delamo, tudi mi smo nekje v službah, tudi imamo neka podjetja, tudi vi verjetno hodite nekam v službo. In tudi vaše podjetje, kjer delate, se sprašuje, kako bi prodalo svoje izdelke, svoje storitve. In tudi vi uporabljate transe in hipnoze. In tudi recimo, če delate pa mogoče v javni upravi, pa razmišljate, koliko boste dobili budžeta za drugo leto, da bo vaš oddelek še naprej deloval, ali pa vaše ministrstvo, ali pa kaj drugega. In tudi uporabljate razne transe in hipnoze, zato da te stanje ohranjate. Hočem poudariti, da hipnoze same po sebi ne smemo problematizirati. Tako razširjen pojav in vsi ga uporabljamo in večino časa smo v njemu. Tisto, kar je pa pravzaprav res problematično, so pa namere v ljudeh. Recimo, lahko bi videli, da eni ljudje namerno razmišljajo o takih modelih, imajo cilje postavljene, imajo take ambicije, ker je njim jasno in drugim jasno, da bojo recimo škodovali drugim. Če bi pogledali, recimo, zelo dober primer tazga ne v redu transa je nacistična komunikacija. Oni so imeli zavesten načrt, da se bodo znebili Židov po Evropi, niso tega niti prikrivali, temu primerno so zakonodajo pisali, temu primerno so komunicirali. In vsi ti transi, ki jih je nacistična komunikacija izvajala, so imeli pač vzeti predpostavko, da bojo nekaj tako groznega naredili. Se pravi, tukaj ni problem, da so uporabljali trans, tukaj je problem v njihovi nameri, v to njihovo strašansko nespoštovanje drugih ljudi in ta odločitev, da bojo drugim ljudem škodovali. Ta namera je problematična, ne uporaba transa. Recimo po drugi strani lahko opazimo pač drugi ljudi, ki hočejo spremembe v življenju ali pa v svetu vnašati, pa hočejo, čisto energijo, hočejo, izboljšave na tem planetu, hočejo, da bi recimo šli ljudje iz revščine v neko obilje, tudi oni uporabljajo transe. Recimo, če nekdo reče, rabimo pomagati vsem ljudem na tem svetu, da bo imel dostop do pitne vode, to je tudi neke vrste transa.
mi pravzaprav ne vemo, kaj natančno bojo naredili, komu bojo pomagali. Nismo z nobeno specifično povezani, ampak nam je ideja všeč, v nas se nekaj toplega pojavi, da rečemo, res krasno delajo, da bomo tamle SMS telefonu 5 evrov poslati, da bomo pomagali recimo reševati problem pitne vode na svetu. Skratka, spet hipnoza, spet trans, ampak ker vidimo, da nekdo pravzaprav s tem hoče pomagati drugim, bomo pravzaprav razumeli, da je to neke vrste pozitiven trans. Se pravi, ta pozitiven, negativen aspekt transa lahko prepoznavamo predvsem skozi ta okejness, se pravi skozi to, ali ta trans ljudi sprejema, a jih spodbuja k temu, da dovolimo vsem, da obstajajo, ali je pravzaprav ta trans nekaj takega, da druge ljudi izključuje in jim še celo pripoveduje neko obstoj in početje. Tako da to bi jaz rekel, to je glavna dimenzija transa, ki jo moramo obravnavati. Okay. Zdaj iz alternativnih medijev, neuradnih, prihajajo razni dokazi, da je cela ta COVID kriza umetno povzročena, namensko povzročena in je cel kup dokazov za to in počasi prihaja to tudi do tistih vernikov mainstream medijev, do teh ljudi, ki so bili v tem transu, hipnotizirani. In kako zdaj za te ljudi je težko sprejeti čisto eno drugo resnico, čisto nasprotno temu, kar so bili naučeni. Ja. Je to verjetno malo težko priznati in ego verjetno ne dopušča, Ja, zdaj, kaj je pravzaprav res? To je veliko vprašanje. Recimo, vedeti moramo, da je družbo voditi zakomplicirano. Recimo, že Slovenija, ki je majhna dežela, ki je 2 milijona ljudi, pričakovati, da bojo lahko vsi na nek poenoten način razumeli stvari, se odzivali na stvari, to je utopično. In tukaj se nekdo, ki je v poziciji oblasti, sigurno zelo težko organizira družbo na ta način, da bi imel stojno eno izjemo tam, če hoče neke ukrepe izvajati. Tako da jaz na nek način se lahko uživljam v vlogo nekoga, ki vodi, in mora sprejeti nek ukrep in mora nekaj odreagirati. Zdaj, jaz kot coach sem na začetku COVID-a tudi sodeloval, še zdaj seveda, ampak takrat je bilo zelo eno specifično obdobje, kar z nekaj menedžmenti po različnih organizacijah, pa tudi sam sem vodja, tudi sam imam neko manjše podjetje, in vsi smo bili v velikih stiskah. Recimo sodobna podjetja, pa tudi družba, so zelo varčno organizirani. V resnici nima nobene rezerve, da preko, zdaj se bomo pa za pol leta dol zaprli, pa bo vse v redu. Procesi so zelo na tesno. Denarni tokovi so zelo, bom rekel, zbrušeni, zelo malo rezerv je in podobno. In nobenih informacij pravih ni bilo. In zelo težko se je bilo organizirati in sprejemati neke ukrepe. Jaz lahko vidim tudi pri menedžerjih, ki so vodili 30 ljudi, ali pa 200 ljudi, ali pa 500 ljudi, ali pa 600 in tako naprej, s kateri sem imel jaz stik, so bili zelo, zelo različni odzivi. Eni bi bili zelo avtokratski, pa so zelo hoteli recimo drastične ukrepe tudi znotraj organizacije sprejemati. Eni so bili zelo liberalni, eni so bili čisto zmedeni, eni so padali v nemoč. Tako da poskušam se vživljati v nekoga, ki vodi družbo, pa ima tam nekaj milijonov ljudi ali pa 10 milijonov ljudi, prihaja neka epidemija, noben točno ne ve, kaj se tam dogaja, je to neka sodobna kuga, je to samo neka gripa, podatkov ni. Tako da moram reči, da jaz, ki se poskušam vživljati v neko tako vlogo teh vodij, vidim, da niti ni preprosta. Se pa seveda potem
vodje potem v svetu se različno odzivali, lahko tudi vidimo po različnih modelih, od švedskega do enega pa še bolj. In se pravi, še enkrat na koncu družbo moraš na nek način dati neka navodila in zdaj tam nam všeč ali pa ni všeč, to je druga stvar, ampak se pravi, govorimo o problemu komunikacije, ki ga ima vodja, tudi vodja družbe ali pa vodja države. Se pravi, to je en aspekt, ki ga jaz vidim. Drugi aspekt, ki ga jaz vidim, je, recimo, ker se tukaj pogovarjamo, je ta COVID, recimo, nek zarota, ali ni, je to z nekih netopirjev pobegnilo, so to neki ljudje v nekih laboratorijih skuhali pa potaknili svetu. Tega tudi ne vemo. Pravzaprav lahko je eno ali drugo. Jaz samo vem, da na koncu nas ta COVID sreča v neki naši realnosti. Jaz sam sem ga tudi preživel in tistih 14 dni, ki sem ga imel, res ni bilo fino, tako da mene pravzaprav, ko sem 14 dni ležal in me vse bolelo in sem imel res težave, me je res bolelo, ne glede, a je zdaj to nek zarotnik nakuhal ta virus, a iz netopirjev preskočil na ljudi, se pravi na neki intimni ravni, ko sem imel lastno bolečino in lastno izkušnjo, vem, da je ta virus realen, recimo. In tudi vem, da sem v življenju že kakšno gripo imel in vem, da ta virus oziroma ta bolezen ni isto kot ena običajna gripa ali pa prehlad. In tukaj moram reči, čeprav sem jaz to intimno doživljal, vem, da v moji bližini so ljudje, pa neki mogoče sorodniki ali pa ne bližnji, ki še takrat niso verjeli, da ta COVID obstaja, da je resna bolezen. Tako da na nek način sem se počutil nerazumljenega, pa nesprejetega, ker so v bistvu trdili svoje naprej. Tako da tukaj, da bi zdaj rekel, COVID ne obstaja in je to samo neka gripa, ne glede kaj zdaj do po svetu snema, se s tem ne morem zaradi svoje intimne izkušnje strinjati, seveda. Potem recimo, so to okoliščine, ko bojo nekateri ljudje izkoristili za svoje koristi. Seveda so, normalno. Jaz mislim, da bo tukaj se veliko zaradi tele svetovne dimenzije in krize, ko ob tem nastaja, in kupenih stvari zgodil, pa se tudi dogajajo. Imajo farmacevtske družbe tukaj priložnost? Imajo. A jo izkoriščajo? Jo izkoriščajo. Prihaja do nekaj prenosa moči in kapitala, tudi to prihaja. Namoriva to, bom rekel, neke druge razmerja, lahko politična, gospodarska, jih uriva. Tukaj jaz mislim, da če so to, neke okoliščine, ki se na svetu dogajajo, se bojo take stvari vedno zgodile. Se pravi, ne glede kakšni časi so, ali so neki mirni časi, ali so krizni časi, ljudje imamo svoje interese in tudi tukaj, se pravi, zagotovo bomo videli, da ko so krizni časi, da se pojavijo ljudje, da se pojavijo klike, da se pojavijo organizacije, ki se počutijo v krizi kot riba v vodi in jo izkoristijo. Zdaj, a je tam nam všeč ali ne, to je druga stvar. Vedno je tako bilo, pa vedno bo verjetno. Se pravi, tudi v nekih vojnah, ko večina ljudi res trpi, so nekateri posamezniki pa organizacije, ki tam prosperirajo. To je že od nekaj tako bilo. Zdaj, drugo vprašanje pa je, ali nekdo to zavestno tvori, namerno tvori in je to res neka zarota proti celemu človeštvu. To so take zelo velike trditve, ki mi je zelo težko nam rekel verjeti. Človeški um je tako narejen, da če nekaj zelo drugače, kot jaz funkcioniram, zelo drugače, kot jaz delujem, kar težko sprejeti. Če bi nekdo recimo srečal ali pa videl tam neke vesoljsko ladjo, da je pristala in bi bilo to zelo v nasprotju z njegovim verovanjem in prepričanjem, bi rekel, joj, se tisle verjetno ni bilo res. In čeprav bi res videl vesoljsko ladjo, bi drug dan že sam dvomil v to in ne bi mogel verjeti, da je to možno. In če mi recimo živimo tako dobronamerno do drugih in vsak dan v nekem svojem svetu se sam trudiš, da bi brez neke korupcije pa zarot delal pa nekaj dosegal, te težko sprejeti idejo, da mogoče na svetu obstaja neka klika ljudi, neki ljudje, ki delajo zarotniške stvari, velike plane, da vplivajo na cel svet. Nam je to težko sprejeti. Ampak verjetno obstajajo.
Zakaj je to tako? Ne? Zato, ker vsi poskušamo vplivati. Če jaz pravim, če ima nekdo 10.000 evrov, pa razmišlja, kako bi teh 10.000 evrov ohranil, pa nekam vložil, pa jih imel varne, pa poskuša z njimi vplivati. Če ima nekdo milijon, pač za milijon razmišlja. Če ima nekdo milijardo, so njegove ambicije večje. Ne? Recimo, če ima v Sloveniji nekdo, 100 milijonov, sigurno razmišlja, kako bi v prostor začel vplivati, kako bi ta svoj kapital ohranil, plemenito in tako naprej. In če ima pa nekdo 100 milijard, pa tudi tako razmišlja. Ne? In sigurno je na svetu en kup enih združb ali pa ljudi ali pa nekih skladov ali pa tudi posameznikov, ki imajo zelo veliko moči v roki, take kapitalske, politične ali pa neke prikrite moči. In oni razmišljajo o tem, kako bi to svojo moč ohranjali, krepili. Jaz mislim, da ja, to bi bilo normalno. Ne? Se pravi, če jaz razmišljam, kako bom svojih 1000 evrov ohranil, verjetno to tudi razmišljam, kako bom svojih 300 milijard ohranil, pa jačal. Moč delovanja sicer njihova je pa večja. Zdaj, če bi pa rekel, a so te ljudje pa taki, da dejansko želijo zdaj drugim škodovati, potem pa jaz tukaj ne bi mogel razpravljati. Je pa tako, bom rekel, da tudi napredek ljudje tako doživljamo. Mene je bila recimo ena zelo zanimiva knjiga, ki sem jo pred leti bral, mislim, da je naslov Mesto angelov, kjer nek francoski misionar, župnik opisuje različne zgodbe ljudi v Kalkuti. Tukaj govori vsi tem junaki iz njegove knjige so res zelo revni ljudje, ki se tam znajdejo na ulicah Kalkute. En primer je ene družine, ki je pristala med temi reveži, so bili v neki vasi, ki so že 300 let imeli lončarsko industrijo in znajdel se nek podjetnik tam in je, bom rekel, prinesel domov stroj za brizganje plastike in je potem brizgal vrče in posode in tako naprej. In cela tista industrija lončarska je praktično v enem letu propadla. In 300 družin se je moglo izseliti. So zapustili svoje domove, svoje polja in so šli v Kalkuto na cesto živeti. Se pravi, na nek način je bil to napredek, po drugi strani je pa kar 300 ljudem, ki so neko tradicijo vzdrževali, povzročali propad in veliko gorja in revščino. In na nek način lahko vidimo, da živimo zdaj v svetu, ki veliko napredka prinaša. Zdaj ta napredek seveda pa ne bo do vseh ljudeh enako milosten. Se pravi, tisti ljudje, ki bojo ta napredek zmogli, razumeti, ga sprejeti, ga ponotraniti, ga videli kot priložnost, ga dali v svoje poslovne modele, ga bojo dali v svojo tehnično kulturo, v način dela, jih bo lahko podprl, ampak zagotovo bo ta hiter napredek, velik napredek, ki zdaj poteka na toliko industrijah, v informacijski, v digitalizaciji, mogoče tudi v tej biokemični farmaciji, kje vse to poteka. Tukaj bo seveda en kup ljudi videl, da se to dela proti njim. Zdaj, če bi se empatično uživljal v nekoga, ki je tak napredek rine v ta svet, bomo rekli, zdaj on misli, da je človekoljub, a misli, da dela nekaj dobrega. Jaz mislim, da večina izmed njih misli, da s tem napredkom ustvarjajo nekaj dobrega, s to umetno inteligenco, pa z robotiko, pa z digitalizacijo in podobno. Seveda, a s tem ustvarjajo sebi izredne priložnosti, seveda jih ustvarjajo. Recimo, če pogledamo en Uber, je super poslovni model, je čisto drug način pogleda na potrebe mobilnosti, ki so jo prej zadovoljevali taksisti, je prinesel en krasen benefit, recimo tem, ki so ta Uber ustanovili in ga zdaj vodijo kot podjetje, prinesel je nekaj benefitom en kup ljudem, ki ta Uber izvajajo, seveda je pa tudi prinesel benefite ljudem, ki iščejo prevoze, po drugi strani je pa zagotovo prizadel vse ljudi, ki so bili taksisti. In še zdaj vidimo konflikte, kamorkoli ta Uber pride po svetu, se pač tisti lokalni taksisti nekako proti temu postavljajo in vejo, da jim to škoduje. In jaz mislim, da je v teh zarotniških zgodbah, ki jih nekako slišimo, pa prepoznamo veliko te dinamike v zadaj, v kateri so zdaj tukaj, jaz menim z vami. Se pravi, in ljudje, ki po eni strani iščejo zase priložnosti,
pa neke novosti uvajajo, pa nek napredek uvajajo, sigurno iščejo zase koristi, sigurno razmišljajo, kako bojo oni tam milijarde zaslužili, sigurno hočejo neke industrije spremeniti. Ne. Še enkrat poudarjam, da zame osebno ni nikoli ta napredek problematičen, tudi na veliki ravni najbolj problematična je etika, je vzadje, ne pa ta namera. Ne. Če nekdo z neko namero vstopa, da bo škodoval drugim, ne, je to problematično, ne. Ampak po drugi strani pa še enkrat poudarjam, čisto vsak napredek, ki pride v družbo, zagotovo nekemu delu ljudi škoduje. Ne. Ampak ta dimenzija te škode je pa toliko večja, kolikor so te ljudje rigidni, konzervativni in sami se ne začenjajo spreminjati. Ne. Tako da tukaj lahko opazimo, da te spremembe, ki zdaj v svetu potekajo, ne. COVID je tudi mogoče en znanilec tega, pa se pravi vsa ta digitalizacija je znanilec tega, pa vse res velike nekih sprememb se dogaja, ne. So enoglasno trkanje tudi na naša lastna vrata, ne, v smislu zbudite se, začnite se spreminjati, bodite sprememba, ne, tako da temu ne smemo pobegati. Okay. Ja, problem je, ker politika v vseh deželah omogoča napredek globalistom, ne pa zanemarja pa napredek na račun domačega prebivalstva. Ne? In recimo Uber bo uničil precej delovnih mest pri nas. Mogoče bi bilo to vseeno pameten zaščititi nekako. Ali pa recimo pri vodi. Ne? Ja. Vodo se nam tudi hoteli vso pokupiti. Zakaj? Zato, da bi eden obogatel, mi bi bili pa brez dobre vode. Ja, to so zelo pomembna vprašanja, ne, sigurno, ki jih moramo v družbi videti. Ne. Recimo, ne, evropska kultura je staroselcem past naredila, ne, to je zanimivo. Recimo, enkrat sem poslušal eno predavanje, mislim, da je Arne Hodalič razlagal, ne, ki je pri Indijancih v Južni Ameriki se srečal z njimi. In je bilo tako, da je država enkrat prišla do teh Indijancov in so oni trdili, da je to njihova zemlja. Ne. Če ste brali kakšne knjige, so Indijanci rekli, tukaj na tej zemlji do tiste gore, do tistega jezera, tam so že živeli naši dedi in očetje. Ne. To je bilo za njih zadost. Ne. Potem so pa prišli, ne vem, belci, pa so jih na silo okupirali, pa napol iztrebili, pa so potem Indijanci trdili, da je to njihova zemlja, so rekli, pokažite pogodbo. Seveda Indijanci niso pogodb imeli. In se enostavno živimo v taki kulturi, ki je pisna, in na nek način tisti, ki pride z listkami in reče, to je moje, in je prvo zapisuje na tem datum, postane lastnik. Zelo enostavljen način. In na ta način recimo so v Ameriki in v severni in v južni pobrali zemljo, jo legitimizirali, postavili zakone, potem tisti, ki so to zemljo pobrali in naredili osebno lastnino. To je naprej lastnina seveda sveta. Bog ne daj, da stopiš na mojo lastnino, te lahko strelim. In filozofija, ki vlada v Amerikah. In tukaj moramo seveda, kar se tiče voda in teh stvari, moramo paziti, da namo mi kaj ni Indijanci. Se pravi, da kar enkrat se znajde nekdo z enim listkam, pa rekel, jaz sem lastnik vseh vod v Sloveniji, ali pa jaz sem lastnik zraka v Sloveniji, ali pa zračnega prostora v Sloveniji in podobno. In potem bomo res zato, da bomo lahko pil vodo, dihali ta zrak in se premikali po prostoru, mogli enemu plačevati, recimo, ker bo s tem listkom prišel. Tako da zato se mi zdi, da so ta ozaveščanje tega, da morajo te osnovne, bom rekel, neka izhodišča, ki jih ljudje rabimo, zato da lahko obstajamo, se pravi nek prostor, voda, zrak, ostati na razpolago vsem. Na razpolago vsem.
Zdaj, seveda, normalno je tudi, da za obravnavo tega imamo ljudje stroške. Recimo, če bi rekli, zato da vodo lahko, ne vem, pripeljemo do domov, pa imamo vodovod, pa kanalizacijo. Normalno, da s tem stroški nastajajo, da se to infrastrukturo zgradimo in uporabljamo, jo obnavljamo, širimo in tako naprej. V tem ne sme biti nobene dileme. Se pravi, hočem pokazati, da neko naivno pričakovanje, da pa moram vodo imeti v stanovanju zastonj, potem pa z njo počnem, kar hočem, pa mora tudi to zastonj biti, pa nekam je odlivam, kamor hočem, pa mora tudi zastonj biti, to je naivno pričakovanje. Se pravi, ne glede, da bi bilo zdaj to v nekem skupnem, dobrem, je to neko javno podjetje skrbi, a zasebno bojo stroški nastajali. Se pravi, tega kot odrasli ljudje ne smemo fantazirati, da so te stvari, bom rekel, zastonj. Ampak to, da bi pa mi izgubili pravico do tega, in da ti potem nekdo, rekel, vsak liter vode, ki bi ga stočil, zaračunava 20krat več, kot je zdaj, ali pa še več in podobno, ali pa da ti onemogoči dostop do tega, da te praktično lahko onemogoči, da živiš, pa funkcioniraš, tega se moramo absolutno zavedati, in ohranjati, bom rekel, to stopnjo svobode in dostopnosti, ki imamo zdaj. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno. Zdaj, kar se pa tiče recimo tega, da mora država ščititi, bom rekel, neko, kaj jaz vem, neke delovna mesta ali pa podjetništvo lokalno, tle bi mogel pa reči, da rabimo pa bolj prefiltrirano vse skupaj pomisliti. Recimo, da preko ali bo šel svet naprej v smislu nekega digitalnega napredka. Zagotovo bo šel. In če bomo mi videli, da recimo nekateri, da se lahko nekatere dela izvajajo mnogo lažje, mnogo ceneje, recimo, kot s to digitalno pa avtomatizacijo, s tem tehnologijam, mnogo ceneje, kot smo do zdaj ljudje, če želimo vsaj približno biti vključeni v neke gospodarske tokove Evrope, sveta in tako naprej, se temu ne bomo mogli izogniti. Se pravi, če bi rekel zdaj, a moramo mi se učiti novih znanj, zato da bomo lahko aktualni? Ja. A se rabimo učiti novih načinov organiziranosti? Ja. A moramo delati bolj vitka podjetja, bolj digitalizirana, avtomatizirana? Mislim, da ja. A bo zaradi tega en kup delovnih mest postalo odveč? Bom pa tako rekel, verjetno tudi, vendar jaz mislim, da v resnici ne bo se zmanjšala pravzaprav potreba po številu ljudi, ki v neki družbi delajo. Vendar bojo pa ljudje mogli videti, da so priložnosti za njihove kariere, za njihove početja nekje drugje. Recimo zdaj, ravno trenutno smo v nekem obdobju, ko vsi v družbi začenjajo prepoznavati, da primanjkuje ljudi, ki so pravzaprav zmožni delati ali pa kompetentni za delo, pripravljeni delati in imajo kupenih poklicov in kupenih industrij, ima težave z pridobivanjem ljudi. Seveda, ene težave se najbolj kažejo tam, kjer so slaba delovna mesta, slabo plačana, zahtevna delovna mesta in tako naprej. Po drugi strani je pa tudi kupenih delovnih mest praznih, ki so mogoče sodobna, ki rabijo kompetentne ljudi, ki rabijo ljudi z nekimi znanji posebnimi in podobno. Tako da jaz mislim, da tista slabša delovna mesta, nevarna mogoče, ne v redu delovna mesta, je prav, da razmišljamo o njih, kako bi jih olajšali, avtomatizirali. Ampak po drugi strani moramo pa tudi ljudje razmišljati, kakšne so pa naše kariere prihodnosti. Brez tega se enostavno ne bomo mogli izogniti nekega soočenja s prihodnostjo. Zato mi rekel zdaj, kako bi se mogla politika odzivati, kako bi se mogla družba odzivati. Jaz mislim, da res na nek neselektiven način spustiti vse sem le noter, da bojo čez noč povozili naše načine dela, je nevarno. Ampak se pravi, na dolgi rok pa tega ne moramo preprečiti, ne moramo se delati, da to posvetuje, da se pa to ne dotakne.
Zato mislim, da mora pravzaprav družba, politika spodbujati ljudi k temu sodobnemu, ne? Spodbujati k temu, da so pripravljeni iti v spremembo, ne? Tudi svojih karier, tudi sebe, svojega načina razmišljanja. Tako da nas tukaj, bom rekel, bolj konzervativne politike, ki jih lahko zdaj po svetu opazujemo, mogoče tudi v Sloveniji ali pa kaj, težijo k nekim, zaviralno delujejo na dinamike razvoja, ne? Zdaj, niti ne govorim mogoče o aktualni vladi, ampak govorim o nekih politikah, ki jih lahko vidimo kot različna mnenja, pa tudi v podjetjih in podobno, ne? Se pravi, ljudje, ki svojim govorom pa načinom razmišljanja hočejo ohranjati stvari take, kot so nekoč bile, ne? To sigurno ne bo možno, ne? Se pravi, smo v obdobju, ko toliko nekih sprememb prihaja, ne? Se pravi, toliko nekih sprememb je, da temu enostavno ne bo mogli pobegati, ne? Zato je zatiskanje oči pred temu ali pa poskus ohranjanja tega, da nas bo samo delalo skozi bolj, skozi v slabšo kondicijo nas bo spravljalo zato, da bi se lahko ustrezno odzvali na spremembe, ne? Zato jaz mislim, da tisto, kar zdaj rabimo, ne glede, gre za družbo, človeško družbo kot celoto, a gre za družbo Slovenije, a gre pa za neko družino ali pa posameznika, bi pravzaprav vsi rabili začeti razmišljati bolj razvojno, ne? Da vemo, prilagoditi se bo treba, globalne klimatske spremembe se menjajo, mobilnost se spreminja, digitalnost se spreminja, kariere se ljudem spreminjajo, ne? Prav, če svoje otroke recimo, da imamo neke najstnike doma ali pa otroke, pa razmišljamo o njih, pa jih usmerjamo karierno, pa poklicno, pa v izobrazbo, morate vedeti, da tisti načini, kako ste vi pred 20 leti razmišljali, so pa se. Tako da to je, enostavno se moramo posodobiti. Jaz mislim, da drugače ne gre. Okay. Ja, ampak zato bi morali imeti dober izobraževalni sistem, ki bi učil ljudi razmišljati s svojo glavo. Ja. To se pa ne dogaja. V bistvu gre v nasprotno smer. Ja. V eni osnovni šoli se je vrtel en film brez zvoka, brez podnapisov. Na koncu je Tošica vprašala, no, kaj si mislite o tem filmu? Ja, ne vemo, ker ni bilo zvoka. Ne? Ja. To se pravi, če jim Tošica ne pove, kaj naj si mislijo, si nič ne mislijo. Ne? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ne? Jaz se recimo ravno 2 dni nazaj sem razmišljal, kako lahko, prav iz te situacije šole sem se spomnil recimo, ko je lahko tudi bila ocena, ne, v ocenjevanju odvisna, verjetno še zdaj tako v šolah, jaz sem že star čez 50 let, ne. Ampak verjetno tukaj ne gre za šolo, ne gre za sistem, gre za osebnost ljudi, ne, tudi osebnost ljudi, ki v šolah poučujejo, ali pa osebnost ljudi, ki nek šolski sistem pripravljajo, ali pa učbeniki pripravljajo, ne. Zagotovo so tam neki ljudje, ki mislijo, da vejo, kaj je recimo nek pesnik mislil, ali pa kaj je nek slikar mislil, kaj je neko sliko narisal, ne. In lahko opazite recimo, da ne si lahko v šoli bil vprašan, pa še zdaj lahko učenec vprašan, kaj je pesnik mislil s to pesmijo, ne. In jaz se vedno sprašujem, odkot tej osebi, da je učitelj, ali je nekdo, ki učbenik napisal, ali pa šolski sistem organizira, odkot si on ta napuh nosi v sebi, da on ve, kaj je pesnik mislil. Recimo, odkje vemo, kaj je slikar mislil. Slikarji dostikrat rečejo, ne vem, ko nekdo kritizira njegovo sliko ali pa ga sprašuje, kaj ste pa hotel narisati s tem, si reče, naj slika sama po sebi govori. Kar pomeni, če bo 100 ljudi pogledali to sliko, bo 100 ljudi lahko nekaj doživeli. Nekdo si bo mislil, to je brez veze, to je napacarija, nekdo bo rekel, lej, kakšno čustvo se nekako začuti v tej sliki, nekdo bo rekel, ne vem, krasno mojstrstvo, izvedbe, obvladovanje tehnike slikarske, ne vem, ampak 100 ljudi bo videlo 100 stvari. In to je resničnost. Resničnost je ravno ta. In tisto, kar človeka osvobaja, je prav to, da to multidimenzionalno resničnost razume. Da lahko se sprašuje, kritično presoja, da se učimo drug od drugega, razumemo drugačnost.
In se pravi, a šola to omogoča ali ne, to je drugo vprašanje. Ne? Ja. Ker vi tudi verjetno na svojih delavnicah za podjetja učite, kako narediti dober team building na ta način, da bodo ljudje začeli razmišljati s svojo glavo, da bodo čim bolj ustvarjalni, da bodo dobili nove ideje. Zdaj, ljudi, ki so že odrasli, učiti razmišljati je kar dosti zahtevna naloga, moram povedati. Zdaj ti si predstavljati, da imate pred sabo prazen list papirja, pa popisan list papirja. In zdaj vam nekdo reče, narišite risbo na list. Taki prazen list je mnogo lažje kreirati nekaj tam, kjer je že popisano. Zato bom rekel, je izziv, kako odrasli ljudi iz nekih nefunkcionalnih stanj pripeljati v stanje, ko so funkcionalne. Se pravi, da če nekdo ne razmišlja aktivno, da začne razmišljati. Če nekdo ni proaktiven, da postane proaktiven. Da nekdo ne sprejema svojih odgovornosti, da začne sprejemati svoje odgovornosti. To ni preprosto potovanje, niti ni hipno potovanje. Moje osebno mnenje je, kar se tiče šolskega sistema, bi to povedal. Šolski sistem mnogo manj ustvarja osebnostnih vzorcev kot jih družinski sistemi. Recimo vemo, da do 6. leta ljudje praktično zgradimo nek svoj življenjski načrt. Se tudi naučimo, recimo en moj predavatelj psihoterapije, ko sem se izobraževal te stvari, nam je povedal, da se ljudje do 6. leta naučimo 36.000-krat več, kot se potem v vsem ostalem obdobju in vseh izobraževanjih. Praktično se naučimo jezika, naučimo se socializacije, naučimo se družbenih ritualov. In pravzaprav zanimivo, da tudi naredimo neko predstavo o sebi, kdo smo, kaj smo, koliko smo pomembni, koliko nismo pomembni, kako se odzivati, kako se izražati, se izpostaviti. Praktično mi že zelo, zelo oblikovani vstopamo v šolo. In tukaj je zdaj šola, jaz recimo v teh 16 letih, kad delam z ljudmi, sem res ogromno delal individualno z ljudmi, več sigurno kot 5000 ur, imam za sabo nekih ena na ena početij ali pa nekih treningov, več kot 10.000 ur. In zelo pogosto sem nekako lahko slišal to idejo, kako šola oblikuje otroke. Seveda šola vpliva, ne moram tega trditi, da ne. Ampak tukaj lahko vidimo, da je izziv tudi v pasivnih starših. Pasivni starši lahko so odnosno odmaknjeni, se ne ukvarjajo z otroci, sami nimajo pravega pogleda in motivacije za znanje in podobno. In potem karkoli ni v redu, reče, ja, šola ni naredila, šola je taka, šola ga je naredila in starši odpisujejo svoj pomen. Jaz pa prav skozi to delo z ljudmi, ki sem ga tukaj naredil vseh teh stotin in stotin primerov, vam povem, da ko so ljudje neke svoje osebnostne vzorce razvijali, ki potem odločajo o tem, kako kot odrasli razmišljajo, pa čustvujejo in podobno, šola skoraj nikoli ni v resnici to vključena, ampak so vedno naši starši, vedno neke naši osebne razmerja, potem lahko so to neki prijatelji, mogoče partnerji, tudi v zelo majhni meri ali pa naši sodelavci in direktorji in podobno, ki nas potem vodijo v življenju. Zakaj je tako? Ker mi že izoblikovani pridemo v neko delovno okolje. In res tisti najmočnejši trans, ki nas drži v življenju, je v resnici trans naše družine. Zdaj, kakšni trans je naša družina širila, vedno so to družbeni transi, no to grejeni, ker družina človeka pripravlja na okolje, kjer bo funkcioniral. Ampak res se moramo zavedati, da največja moč, ki jo mi imamo, je v resnici v nas samih in v naših družinah. Tukaj se mi izoblikujemo in se tudi, iz tega potem odraža, kako mi razmišljamo, ne razmišljamo. Šolo pa jaz vidim, da ima drugi pomen. Jaz vidim, da bi šola lahko bila priložnost, da kaj otrok izoblikovan pride, ampak ima slabo samopodobo, recimo je preveč prilagojen, preveč adaptiran, nima
vseb ideje, da je nevreden, pomemben, je šola pravzaprav okolje, kjer bi mu lahko pomagali drugo realnost prikazati. In jaz recimo tudi vem, koliko ljudi poznam, ki so bili iz družin, ki so imeli recimo ne v redu okoliščine, pa so imeli slabo samopodobo, pa niso zaupali vase, pa niso verjeli, da lahko naredijo. In je bil pravi blagoslov, da se je neka učiteljica pojavila, ki je v takem otroku prepoznala neko kvaliteto in mu je pomagala spodbuditi, da je prepoznal sebe, da je vreden, da je sposoben in je pol nekaj v življenju naredil. Nekaj ljudi rekli, da so hvaležni za učitelje, določeni učitelji, ki so jim pomagali, da so začeli vase zaupati, pa da so nekaj naredili. Jaz mislim, da bi to vlogo mogla šola imeti, ali pa lahko jo imela. Ker jo pa nima, pa šola potem vzdržuje te prepričanja, ki jih imamo ljudje v nas, te družinske sisteme. In rekel, kako to na sistemski ravni rešiti, se da pravzaprav. Jaz sem to recimo, enkrat smo bili na obisku v Angliji in so mi razlagali, kako to z otroci v neki šoli ravnajo, in so mi zelo napredne prijeme. Dejansko so prvo na tem delali, da so učitelji bili tam izobraženi in take metode dela so imeli, katerih glavno vodilo je bilo, da so otrokam na nek način kazali in dajali sporočila, da so oni vredni, da so sposobni, da so v redu, da so prepoznavali kapacitete vseba. In ker je bilo to neko strateško delo, načrtno delo, so sigurno tam neko celo generacijo otrok mogoče čist nekem drugem duhu lahko vzgojili, kot pa jih vzgajajo lahko zdaj. Se pravi, to je vse v slovenskem šolstvu. Jaz imam trenutno 2 otroka, ki sta v osnovni šoli, vidim, da je to zelo naključno. Tudi tukaj imamo zelo vrle učitelje, moram priznati, nekateri me presenečajo. So zelo napredno misleči, razumejo te socialne potrebe, znajo skrbeti za otroke. Nekateri so selektivni, kar pomeni, da enih otrok so dobronamerno naravnanih, potrjujejo, da drugih pa spet ne v istem razredu. Nekateri pa pač vse oprek ne suportirajo otroka. Ampak tukaj vidimo, tukaj ni rešitev podana na neki sistemski ravni, pa neko navodilo, kako vzgajati, kako vplivati na otroke, ampak je prepuščena pač posameznikom. Okay. No, ampak očitno pa naša vlada ni šla skozi take dobre šole, ker vladajo se prisilo z sodelovanjem vseh državljanov. Ni mi jasno, kako na kakšne načine hoče prepričati ljudi v določene akcije, recimo množično cepljenje. Ne delajo pa to vse na silo, seveda, ne delajo pa nič na preventivi, ne osveščajo državljanov o zdravju. Ja. Razumem, to je... In represija ima posledico upor, Zdaj, to je zelo pomembno vprašanje. Jaz recimo bi rekel tako, pri teh stvarih ne gre tako za šolo. Recimo, če bi zdaj rekel, lahko to sploh v šolah izobražujemo ali pa akademsko izobražujemo. Tukaj gre mnogo bolj za odnos, kot pa za, to ni tako znanje, ki ga dobimo za študijem. To gre za, zanimivo je to, da študij ljudi nič bolj ne postavi v neko humanistično naravnanost in podobno. Se pravi, tudi če bi verjetno poučevali to vrstno razmišljanje, bi lahko nekdo ga ne razumel na tak način. Recimo, jaz sem zelo zanimiv primer, ki mi je nekdo, en podjetnik slovenski enkrat rekel, ko sem se z nekim pogovarjal z njim o ljudeh in o poslu, in je on rekel, veš, Miha, jaz sem prebral Marxov Kapital in jaz točno štekam kapitalizem. In sem rekel, poglej ga, on je pravzaprav iz Marxovega Kapitala, je bil za njega to učbenik kapitalizma.
in je bil čisto tak miselni preskok, ne. Se pravi, Marx je verjetno to pisal, ker je hotel nekako pokazati, kako so ljudje razslojeni po lastnini, pa kako izkoriščajo eni druge, pa kako neke pravičnosti na svetu. Nekdo je pa to prebral in je v teh idejah noter videl, kako pravzaprav svet funkcionira, kako so ljudje adaptirani, kaj morajo on početi, da bo kot podjetnik uspel in podobno. Se pravi, marsikaj lahko vidimo. Se pravi, tudi če nekoga učimo, kako neka osebnost deluje in kako je pomembno, da imamo tam neka asertivnost in nek okejnes in podobno, bo nekdo recimo rekel, evo, zdaj razumem, da moram do ljudi komunicirati tako, da bojo, ne vem, se čutili vključene, da se čutili sprejete, da bojo vedeli, da so v redu, da sem jaz do njih dobro nameren, da sem nekdo, ki različne smeri razmišljanja in delovanja povezuje med sabo in da sem vzpostavlja neko okolje, kjer lahko vsi obstajamo in se razvijamo. Nekdo bo pa pravzaprav iz tega potegnil tako nekaj ven, kot je on, ki je kapitalist rato zaradi Marxovega kapitala. Bo pa dejansko začel ljudi razumeti, ampak jih bo pravzaprav nazaj v svoje osebnostne vzorce, te informacije vključeval, zato da bo ljudi lahko še bolj recimo obvladoval jih, vplival na njih in podobno. Spravi, te etike, te odločitve, kako boš neko znanje uporabil, v tem enostavno ne more neko poučevanje vplivati. V tem dejansko vpliva človekova osebnost in njegove naravnanosti. Jaz imam eno idejo, že dolgo časa mi po glavi plete, da pravim, it's not about policy, it's about personality. Se preko a se ljudje združijo skupaj zaradi politične ideje ali jih osebnost združi. Jaz mnogo bolj mislim, da jih ljudi osebnost združi, kakor pa politična misel. Če pogledamo ljudi, ki so se zbirali v Rusiji, pa so vodili Sovjetsko zvezo, recimo okrog Lenina ali pa kasneje okrog Stalina, kaj jih je družila? Politična ideja, ali jih je njihova neka psihopatološka osebnost, kaj jih je družila. Jaz mislim, da tisto, kar so oni izvajali, ni bil noben komunizem, ampak je bila ena klika enih psihopatov, ki so prišli na oblast in so potem izkoriščali ta sistem, pa so se za masko enega komunizma skrivali. Se pravi, zdaj druži politika, jih druži osebnost. Jaz mislim, da jih osebnost. No in zaradi tega tudi pravim, da tudi tukaj, v Sloveniji, pač ne glede, kdo je na oblasti ali pa niti ne gre samo za aktualno oblast, vedno ljudje z okoljem, ko komunicirajo, kot jim njihova osebnost narekuje. In seveda v odnosu je tudi vedno več strani. Se pravi, ni samo ena stran tista, ki ima moč, druga je pa nemočna. Seveda se pa po naravi stvari razume, da bo vlada oziroma tista, ki ima oblast, pazil na to, kako komunicira. Jaz pravim tako, če gre recimo, mama z otrokom v trgovino in se otrok v trgovini neprimerno obnaša, zagotovo bo mama začela na tega otroka vplivati, da bo spremenil svoje obnašanje, da bo recimo nekonformizem, da bo družbeno sprejemljiv in podobno, se tam po tleh hvalo v trgovini recimo. Po drugi strani, ko bo otrok hotel liziko od mame, se bo pa tudi on mame lotil pa začel na njo vplivati. Se pravi, ne moramo reči samo mama na otroka vplivati, tudi otrok na mamo, kadar to hoče. In tukaj opozarjam, da je ta ideja pri ljudeh, ki se upirajo neki oblasti, spuščena. Te ljudje ne razumejo, da tudi oni ustvarjajo odnos, da tudi oni recimo vplivajo na vlado. Tisto, kar se pa rabimo zavedati, je pa, da je pravzaprav uporništvo ena od oblik pasivnih aktivnosti, je pasivno početje. In da recimo pogosto ljudje se upirajo takrat, kadar jim ni fajn. In pravzaprav s tem uporom ali pa z nekim kritiko hočejo samo ga spodbuditi, da se začne tako obnašati pa tako početi, da bo meni fajn. In tukaj pa ni
tisto, kar pa moramo odrasli ljudje početi, pa ni to, da nekega čakamo, tudi magar na vlado, da bo nam fajn, ampak da sami ustvarjamo življenje. In zato je pomembno, da jaz mislim, da dajemo vladi te moči, da govorimo o tem, da je vlada zdaj odloča o naših življenjih, pa da nič ne moramo in podobno, ampak da si lahko rečemo, če ta vlada ne deluje tako, kot pač bi bilo za nas dobro, bomo pa mi postali aktivni, vendar ne z nekim neskončnim, brezpredmetnim, nefunkcionalnim uporom, ampak z ustvarjanjem nečesa. Zdaj pa lahko kreiramo neko močno civilno družbo, ki nas poveže, da nismo več nek marginalni, ne vem kdo tam se nekaj pritožuje, ampak postajamo neka sila, ki ima toliko število volivcev, ki nekaj zastopa, ki lahko da nek endorsement neki stranki ali pa politiko, ali pa ga sama predlaga, ali pa nekaj takega. Prav lahko smo družbeno aktivni, in dejansko potem najdemo mi tiste odgovore, za katere zdaj mislimo, da jih vlada nima. Jaz tisto, kar res v Sloveniji pogrešam ali pa manjka, smo ljudje, ki bi imeli odgovor na nekaj, na to. Se pravi, vedeti, da nekaj ni v redu, pa da to ni fajn, pa da hočemo nekaj drugega, to hitro lahko vsak ve, kaj pa rečemo, kaj bi bila pa zdaj rešitev, kaj bo pa tisto, kar bo odgovor na, ali so naše zdravstvene stiske, ali so naše povezan z naravo pa klimo, ali so z našimi prihodnost naših služb, pa karier, pa delovnih mest, z našo ekonomijo. Kdor ima odgovor, ne bo aktiven, to je moje sporočilo. In v Sloveniji teh ljudi manjka, ki bi zmogli z neko idejo se izpostaviti, pa ponuditi, da bi se lahko za njimi stali. In taki ljudje bi bili tudi čisto drugi sogovorniki vladi, bi prišli tja, bi imeli predlog, bi imeli pobudo, če pa ne bi dobili, bi pa iskali sami vire naprej, pa nekaj razvijali. In lahko vidimo, koliko ljudi v resnici lahko ustvarimo, ko nekaj vemo, kaj hočemo in se temu zavežemo. Po drugi strani pa seveda vlada je še vedno tukaj nek pojav, ki mora za celo družbo skrbeti. Zato jaz mislim, da je taka preveč agresivna komunikacija ali pa taka komunikacija, ki izključuje druge, seveda ni delujoča v redu, sigurno pripelje do tega, da se potem upori pojavijo, da je težko sprejeti stvari. Recimo jaz osebno vidim pri sebi, pa tudi pri drugih, recimo jaz se covida zavedam primera, tudi nisem proti zaščitam, vem, da se moramo paziti, vem, da moramo skrbeti, pa moram reči, da neke prisile, ki jih slišam, neka sporočila, ki prihajajo do mene skozi medije in podobno, tudi mene začenjajo motiti, tudi mene začenjajo frustracijo povzročati. In ne želim, da bi se z mano tako komunicirala. Se pravi, sem za neko osebo odraslo, ki zna razmišljati, ki je odgovorna, in da bi nekdo z nekimi prisilami, z nekimi rešitvami, ki se očitno kažejo dolgoročno nevzdržne in ne v redu in problematične, grozi in straši, in da je recimo namesto, da bi mi pomagal boljšemu razumevanju ali pa k nekimi boljšim, bolj funkcionalnim rešitvam, dejansko vidim, da me bo silil v neko prisilo, pa kaznovanje, če se ne bom držal teh nefunkcionalnih rešitev. To me seveda frustrira. In to dan časa, ko bojo take okoliščine, več, ko bo take komunikacije, zdaj govorim se o covidu, vse več ljudi se bo moglo totalno adaptirati temu, kar pomeni, da se bo osebnostno prilagodili, pa ratali apatični, pa konformistični, pa samo še verjeli, da je to res, čeprav ne bo res. A pa se, po drugi strani pa se večje število ljudi, ki se bojo s tem skozi težje soočali in strinjali. In to s tem delamo v boji škodo tistem, ko so res bolani. Recimo, še enkrat poudarjam, COVID je dejstvo, res ljudi zbolijo, res veliko ljudi je umrlo, mi žal za njih. Veliko ljudi zboli, pa imajo potem neke dolgotrajne posledice. Mi moramo te ljudi res ščititi, vse nas moramo ščititi, s tem ni nič narobe. Ampak namesto, da bi se res ukvarjali s tem, kako ohranjati zdravje in
družbo in kako funkcionirati naprej, se zdaj cele dneve ukvarjamo s temi konflikti. Ta konflikt pa prav zaradi tega nastaja, ker je v bistvu neka preagresivna komunikacija, na drugi strani se pa to uporništvo poraja. Tako da to sigurno ni dober pojav. Ampak zato smo krivi sami, ne? Thomas Keller je rekel, da mi druge ljudi učimo, kako se obnašajo do nas. To se pravi, državljani smo krivi, da imamo tako vlado, ne? Da jim dopustimo vse to. Ja, jaz mislim, da vlada, vsaka vlada, je v resnici, tako kot te v gozdu, če gobe razumemo, kar najdemo eno gobo v gozdu, sem izraz tak micelija, recimo telo gobe je pod zemljo, lahko je 5 kvadratnih metrov enega prepletak, se mu reče miceli, pa vsake toliko časa obrodi nekaj, pa da tisto gobo ven. Če tam miceli, ki je pač od neke mušnice, pač mušnica ven pogleda, če tam jurček ven pogleda. In tudi te vlade so, če mene vprašate, so samo odraz tega micelija, ki je ljudstvo predstavlja. Res bi bilo fajn, če bi bil lahko en človek ali pa 15 ljudi ali pa 300 ljudi odgovorni za vse nas. To bi bilo res lepo na svetu, ampak ni tako. Se pravi, zagotovo je vlada odraz ljudi. So pa seveda pač ljudje, ki se profesionalno vidijo v politiki, postanejo v politiki, potem pa govorijo stvari, ki so ljudem všečne. Se vsi vemo, da politiki merijo svojo všečnost in svoja sporočila in imajo kupenih anket. In dokler vidijo, da pač svojimi sporočili ugajajo, saj zadosti velikemu številu ljudi, da jih držijo na oblasti, se pač teh sporočil držijo. Tako da, kaj je zdaj politik zame, če pogledam tako, nek statističen odraz mindsetinga populacije, ki ga drži na oblasti. To je tako. Tako da tukaj, če se vrnem spet na nacistično Nemčijo, jaz pravim, da Hitler se ni sam zvolil, Hitler ni sam mogel Rusije napast, Hitler ni sam mogel koncentracijskih taborišč imeti, se pravi, da milijone Nemcev ga je podpirali, pa bo en rekel, sam 95%. Vse je to velika sila, da je premaknila recimo tistih, ki jih je bilo recimo 6% s to idejo, 7% z uno idejo, 2% pa s tretjo idejo. Bilo pač tistih 35% največja sila, ki je premikala celo družbo, največjo energijo pa največji vpliv so imeli, in je zadosti, da so pač nek družben pojav povzročili. In seveda zanimivo je tudi to, potem po vojni, ki se je izkazalo, da je bilo teh početij ne v redu, je bil tak obči stavek, ki so ga ljudje uporabljali, jaz sem samo sledil navodilom, jaz sem samo upravljal svojo službo, jaz sem samo Bogu ukazal. Spet, recimo, vidite, da ljudje, ki so Hitlerja zvolili, ga postavili gor, si organizirali okoliščine politične, da so potem lahko izživeli svoje vzorce prepričanja in tako naprej. Tudi potem, ko je vse skupaj propadlo, še vedno niso prevzeli svoje odgovornosti. Potem so pa rekli, jaz sem samo sledil ukazom, jaz sem samo upravljal svojo službo. Kje so zdaj ljudje v resnici? Spravo, je zelo nevarno, da lahko opazite, da to je prav trans, to je najbolj zoprn trans, ki se ga moramo zavedati, da ljudje svojo odgovornost odpisujemo. Se pravi, vsak izmed nas lahko ogromno prispeva v svoje življenje in tudi v družbo, če hoče biti aktiven, če hoče imeti neke konstruktivna početja, konstruktivne ideje in podobno. Je pa ogromno ljudi, ki pa tega ne prepozna tako, pa govorijo, ni v redu, tako ki zdaj ni fajn, mora nekaj narediti in mislijo, da so zato družbeno aktivni. Zato nisi čisto družbeno aktiven, zaradi tega si pritoževalc, nisi pa nekdo, ki prispeva konstruktivne stvari. Tako da tukaj, potem pa in prav je taka zmeda v ljudeh, se mi zdi, je potem tudi vodstva različnih gibanj ali pa strank izražajo veliko disperzijo tega, pa še tisti, ki so, še tiste njihove ideje, ki imajo običajno zelo malo ljudi, ki imajo res neko zamisel, ki bi lahko sledili. Ampak so, recimo, če bi rekel vizija, vedno je vizija neko osnovno izhodišče
ki pravzaprav povzroči pripadnost, da ljudje sledimo, da hočemo videti nečesa. In rekel, za moje pojme tukaj, če gledam vodenje države, zagotovo po mojem, da ima ta obstoječa politika ima vizijo, jo že zelo dolgo izvaja, desetletje jo izvaja, sledi, tudi skozi so učinkoviti v njeni realizaciji. Zdaj nam ta realizacija všeč ali ni ostalim državljanom, ali se z njo soočimo ali poistovetimo, se ne je druga stvar. Ampak po drugi strani pa ni nobenega z neko vizijo. Recimo, ena od oblik vizij, ki jih imamo, je kontravizija. Recimo, to v Slovenijo vidimo. Pejte na volitve, samo zato, da nam Janez Janša. Taka vizija je zelo, jalova. Tudi če ljudje grejo potem pa volijo nekoga, da pride na oblast, na vlado, zato da ni Janez Janša, se tista vlada razvodeni v 3 mesecih, zato ker vidimo, da ni vzadej ne ideje, ni neorganiziranosti, ni nobene potence, ni ničesar. Tako da to vzorc se je že parkrat ponovil. Zato bi se mogli z tega nekaj naučiti, da iti na volitve zato, da nam Janez Janša ni pravzaprav konstruktivno početje. Po drugi strani pa se pravi, vsi čakamo potem nekoga, ki bo prišel, pa imamo take ideje, da rečemo, no evo, končno nekdo, za katerega je vredno iti na volišče in mu dati glas in ga bomo naprej podpirali skozi njegovo delovanje. Tle se bomo pa še načakali. Se pravi, se mi zdi, da v prostoru kar ne zaživi nek tak vizionar, ki bi bil dovolj pogumen, da bi dal neke ideje, katerimi lahko pristopimo. Okay. Zdaj bojo kmalu volitve in se mi zdi, da je preveč strank in bojo čisto razdrobljene in bi si morale svoj program zelo zožiti in doseči en skupen fokus, da bi se vse skupaj združile. Ja. To se mi zdi nemogoče. Ampak edino na ta način, da bi zbrali kritično maso ljudi, edino na ta način bi lahko do kakšnih sprememb prišli. Ja, to je pri politiki je vedno tako. Tisto, kar na koncu šteje, je število glasov, ki jih dobiš. In zdaj eni te glasove sestavljajo pred volitvami, enih po volitvah, v koalicije. Ampak tukaj vidimo spet, če med temi političnimi voditelji teh manjših entitet političnih ne pride do tega, da ratejo tim, da bi se povezali, da lahko enega vodjo izberejo med sabo, je to že zagotovo za dolgi rok obsojeno na neuspeh. Jaz se tukaj res profesionalno ukvarjam z razvojem skupin, z razvojem organizacije. In odnosi sami po sebi skozi so nagnjeni k temu, da na nek način razpadajo. Odnosi razpadajo. Se pravi, če ni neke aktivnosti vzad, pa ustrezne naravnanosti, pa konsenza, ki traja, tudi odnosi ne morejo obstati. Zato pravim, da je pa ena naravna faza v razvoju odnosa. Tudi če bi zdaj rekel, recimo, 10 manjših strank se združili skupaj, najde sem skupni jezik, skupni program, se začeli manifestirati, izbrali eno vodjo. To bi bila ena taka pot, o kateri tle govorite. Vendar tudi v taki dinamiki se bo pojavila ena faza vmes, ko bojo frakcije začele nastajati. Vedno frakcije nastanejo. In to je v katerikoli odnosu na tem svetu vidimo, da je neka faza vmes, ko se ljudje nekako toliko spoznajo, da različne interese začnejo izražati. In takrat to je najbolj kritična faza. Zdaj, zaradi nje je tudi vodenje tako zahtevna zadeva. In jaz recimo tudi v podjetjih vidim, da nekateri ljudje, ki okrog sebe zgradijo skupino, nikoli tle čez ne pridejo, ko vidijo, da so ljudje z različnimi interesi, jih ne upajo skonfrontirati, jih ne upajo nekako strniti, takrat je možnost tudi, da odide,
lahko je tudi zelo neprijetno v odnosih takrat in podobno. Ne. In če nekdo čez to ne gre, če tega ne razume, da je to normalen del odnosov, recimo zdaj v nekem modelu, ki ga imenujemo timska ura, se to reče temu storming, recimo, to je tak blag prikaz tega, kaj tam je. Tako da ljudje so lahko v takih odnosih, kamkoli niso čez to fazo šli leta in leta. Recimo takrat imate v nekem organizacijskem okolju neko skupino, ki dela na 50-60% svojih kapacitet in vsak nekaj dela po svoje. Šele ko to strnemo, potem lahko pričakujemo, da bo nekaj se zgodilo. In tukaj vidimo v tem političnem prostoru tega pač ni. Ni enega vodja, ki bi potegnil, povezal ljudi med sabo, šel čez to, da bi une frakcije noter eksplodirale in da bi zgladil še vsem tvegal, da kdo odide na konec pa ostal z neko dobro organizirano skupino. Države enostavno ne morete voditi, če za sabo nimate, dosti veliko ljudi, da lahko delo organizirajo, da nek aparat nastane vzadaj in podobno. Ki pa imajo seveda na nek način neko idejo, ki jih med sabo povezuje. In to je recimo, to je težava, veste, da tega ne moramo narediti v 3 mesecih. To je daljši proces. Prav, tudi če zdaj stranke ustanavljajo, aprila bojo pa volitve, to vam povem že jalovo početje, zato ker ti ne moreš ljudi z neko idejo opremiti, združiti, povezati, narediti močne ekipe, ki ti bo pomagala, da boš naredil kampanjo, da boš osvojil glasove, da boš osvojil sedeže poslanske, da boš dobil vlado, potem boš pa lahko začel vladati. Tako da to je, po mojem, da je to eno tako, recimo nekaj podobnega je bilo težava z Mirom Cerarjem. On je dobil sicer tole, je postal premier, vendar zadaj očitno ni imel aparata. In to, da so njemu predčasne volitve obesile, sem takrat rekel, sigurno se zadnji 3 tamle odsmehavalajo po tleh, ker vejo, da so ga zafrknili, ker ni imel niti časa, da bi ekipo sestavil, niti ni imel časa, da bi jih povezal. To je tako, da recimo nedonošenček je bil. In je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo ta njegova organizacija razpadla. Jaz mislim, da nekdo, ki nekaj resnega misli narediti na politični sceni v Sloveniji, bo mogel to vsaj 3 leta prej začeti delati pred naslednjimi volitvami. Enostavno nekaj takega, da ti vzpostaviš neko idejo, povežeš ljudi, zgradiš organizacijo, razširiš po Sloveniji podporo, to ne moreš narediti v 3 mesecih, to je iluzija. Tako da to je ena resnost pristopa, se pravi, ko bo nekdo politično vizijo imel, ko bo pripravljen to ceno plačati, ko bo vse šel, to je edina resna, neka, po mojem, resen scenarij, ki bo pravzaprav pripeljal do tega, da se bo neka močno gibanje lahko vzpostavilo, pa nek svež veter prineslo, ki bo dejansko tudi funkcioniral. Ne mislim za tako, da nekdo se pojavi, ga zvolimo čez 3 mesece, pa spet ali pa čez pol leta propade vse skupaj, pa samo rečemo, no evo, se zdaj tudi bil, pa nič ni naredil. Okay. Miša, vi v transformaciji ste sigurno zelo dober tim in imate kompetence. Kaj če bi vi poskusili, recimo te vodje vseh teh razdrobljenih strank, ponuditi en team building ali pa recimo vsem poslancem, pa jih ga ponudite zastonj, pa bomo državljani posfinancirali, rade volje. Zdaj moram reči, da se nimam teh ambicij, da bi se v politiko... Državljani bi veliko zelo hvaležni. Ne vem, če sem jaz sebe nočem tako glorificirati, da bi rekel, zdaj pa toliko znam, pa toliko vem, pa toliko sem vplivan, da bi lahko tako povezavo naredil. Probat ni gre. Ja, se pravi, tudi sebe nimam za moje poslanstvo, ni da bi se v to vpletal. Se ne vpletati prav v politiko, ampak samo to, da bi začeli ljudje skupaj delati. Jaz sem prepričan, da bi že to pomagali, če bi jim recimo na vhodu v skupščino namesto vseh teh PCT testov malo pošpricali pod nos oksitocina. To je en hormon, ki je sicer za porodih zelo dobrodošel, ampak to pospeši empatijo in sodelovanje. In tega pa nas manjka. Vete,
To bi bilo recimo figuren fajn. Ne, se pravi, jaz recimo sem uporabnik eteričnih olj. Veliko uporabljam eteričnih olj, ker so zelo fajna zadeva. Tudi na vaših seminarjih? Tudi da, jaz sem tam recimo v predavalnici imam en tak pršilnik vlage, zato ker je pomembno, da imamo v prostorih, kjer je več ljudi, dosti vlage, zdaj so ti virusi, pa to še posebej pomembno, ker če je suh zrak, to lebdi po 3 tedne lahko v prostoru, če je pa vlažno, pa to v parih urah pade dol. Tam tudi recimo dajemo noter eterična olja, ker nam pravzaprav marsikaj spodbudijo. Določena eterična olja recimo so protivirusna, določena imajo tak spiritualni fitness, spodbujajo našo zavestnost, duhovnost, počutja in tako naprej. Ja, neverjetno, kaj se z njimi lahko počnemo, do tega, da nam okusi izboljšajo hrani recimo. Zato jaz mislim, da če bi uporabljali ljudje mogoče nekaj eterična olja, da si pomagajo k nekim stanjem, je to zelo dobra metoda. Zelo dobra metoda. Recimo jaz vem, da se zna neka počutja svoje spremeniti, naravnanost, optimizem, vse, ali pa kaj z raznimi tehnikami, s sugestijami, z neko delo na svoji samopodobi. Ampak vse je veliko znanja, veliko nekega dela. Zato je kdaj, da samo eno olje povohaš, pa v 2 sekundah rataš v redu. Tako da to je zato ta vaš predlog, da bi s tem hormonom ljudi pošpricali, bilo fajn, ker bi malo drugače naravnani hodili po svetu. Ampak žal je pa tako, da tudi če se hoče nekdo slabo počutiti, ne smemo tega nasiloma odvzeti. Se pravi, moramo da tudi od tega, da se ljudje slabo počutimo, pa grdo držimo, pa to izražamo, imamo tudi nekaj koristi, če se ne bi tako počutili. Se pravi, prisilno ljudi spravljati v ok stanja bi bilo tudi neetično na nek način. Zaradi tega jaz stalno ljudi vabim v nekaj. Moje poslanstvo, ki ga sam doživljam, je prav podpora ljudem, da gremo v življenju naprej. Da smo ok sami samo, med drugimi. In vem nekaj, ta znanja so v sodobnem času tako vsem dostopna. Recimo, malo za šalo, nekdo je rekel, da če hočeš, da ti vlomilci ne najdejo tvojega denarja, ga pusti na kuhinjski mizi. Pa bojo oni prebrskali vsa predale, pa vse omare, pa vse knjige bojo razprli, če kaj skrivaš, ga na mizi pa ne bojo videli. In jaz mislim, da ta znanja, ki jih danes ljudje lahko dostopamo, ali o naši osebnostni rasti, ali o duhovnosti, so nam res tako dostopna, kamkoli v zgodovini človeštva. Recimo, kakšne knjige, ki jih zimi lahko v vsaki knjižnici beremo, ali pa online najdete, ali pa take informacije na YouTubeu najdete, ali pa kjet, so jih pred 1500 leti skrivali, pa ljudi so ubili, če je nekdo tisto knjigo iz knjižnice ven odnesel, da je pri tihotapu, recimo. Se pravi, zdaj, kaj hočem povedati, vsi ljudje imamo dostop do teh znanj. In moje vprašanje je, zakaj jih pa ljudje potem ne uporabljajo, zakaj se ne ozaveščajo, zakaj jih ne implementiramo. Vsi ljudje se lahko odločimo, bomo tam jedli neko hrano hitro pripravljeno, ki ni v redu, ali pa bomo tam jedli neko korenje, ki nam bo. Danes smo vsi toliko informirani, pa vsi imamo ta dostop, da se lahko odločamo. Rekel, koliko energije porabiš, da nekoga poskušaš spremeniti, ki konzumira nekaj, kar za njega ni v redu, ampak on to konzumira. Koliko energije pa porabiš, ko v nekoga pač učiš nekaj, ko sam začenja prepoznavati, da tisto ni v redu in potem išče rešitve. In to je ena stvar, ki sem jih v življenju spoznal, da nikoli, če res hočeš ljudem pomagati, pa pri tem, ali pa jih podpirati pri tem, da napredujejo, pa rastejo, da so bolj zavestni, si ne smeš tega bolj želeti, kot oni sami. Ne moreš si tega pravzaprav. Se pravi, pot do spremembe ali pa ta vrata do neke spremembe, do zavesti, do rasti, imajo kljuko vedno sam na notranji strani tega posameznika. Zato se z takih ambicij ne lotevam. Ampak, se pravi, 15 let sem že v temu
profesionalno in prvo sem delal z ljudmi, s posamezniki, na ena, potem sem v skupinah predaval, potem sem se pa odločil, da grem v organizacije. In zato, ker se na ta način lahko večjega števila ljudi dotaknem, in tukaj jih pač učim o odnosih, o temu okejnesu, o razumevanju sebe, o neke zavestnosti okrog sebe in odnosov in drugih ljudi. In moram reči, da mi je zelo lepo delati. Tudi recimo sodelavce sem nekako uspel, smo se zbrali taki ljudje skupaj, ki srčno delamo podobne stvari. Recimo zelo všeč mi je bilo, ko so sodelavci sami prišli z eno idejo, da v transformaciji dobro delamo dobro. Ko sem to slišal, sem rekel, wow, to mi je res ena taka fajna potrditev, kdo smo tukaj, kaj delamo, kakšne ljudje smo se zbrali, kakšne rezultate ima naše početje. In upam, da bom pač s tem čim dlje vztrajala. Ampak jaz striktno verjamem, da ne da moramo, ampak da je edini način, da ljudje v resnici rastemo, da to se dogaja na prostovoljni bazi. Drugače ne znam. In zaradi tega je tudi moj glavni fokus, prav na tiste ljudi, ki sami iščejo nekaj. Zdaj, tudi transformacija, v glavnem delamo z zasebnimi gospodarskimi družbami, ker je pravzaprav kaj prepoznavamo v teh zasebnih podjetjih. Prav največ te pripravljenosti za neko avtentične pripravljenosti, za neko razumevanje sebe, za rast, za izboljševanje in podobno. Bom kar pri tem ostal zaenkrat. Drugače pa vabljeni pa vsi seveda, vsak lahko pride k nam, so odprta vrata. Se pravi, končava s tem, da budimo sprememba mi sami. Absolutno. Ravno včeraj zvečer sem prebral to misel od Gandija. Če želiš neko spremembo v svetu, postani ti sam ta sprememba. In jaz mislim, da je v tem obdobju, kjer živimo, je mnogo ljudi, ki nekaj bi, ko bo nekdo drug, ali pa ko bo vlada nekaj. Zdaj, v življenju ne moramo taki oportunisti biti. Recimo, če preko, meni je pomembna zelena energija, ampak jaz bom kupil, tako tehnologijo, če bo vlada sofinancirala. Mislim, če ti res pomembno, pa je to nabav. Recimo, ali pa rečeš, moramo imeti električne avtomobile, ampak jaz bom zdaj še dizla, pa bom pa električen avto, ki jih bo že vsi imeli. Bod naprl, ali pa če rečeš, ljudje se moramo dobro razumeti med sabo, pa biti drug do drugega nežni, pa prijazni, pa to, bod, torej bodi do drugih prijazen. Veste, to jaz brez izjem govorim, tudi če rečem, vlada ni prijazna do mene, zdaj pa jaz tudi ne bom do nje, to je napačen odgovor. Se pravi, če nekdo ni prijazen do nas, on je tiska najbolj prijazna strap. Se pravi, če ti hočeš spremembo, da se do tebe dogaja, če ti hočeš, da se neke spremembe v družbi pojavljajo in podobno, bodi ti vir sprememb, bodi vzor, bodi nosilc tega, bodi prvi, daj tisto ljudem, ki mislite, da je manjka in tako naprej. Tako da to je super misel za konec, tako da dobro in hvala za njo. Jaz pravim, bodi tudi to ti ali pa se ne pritožuj, to je moja logika. Okay. Hvala lepa. Hvala za pogovor. Še dosti informacij. Hvala.